V rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisal Tjaž, ki ga zanima to, kar verjetno te dni muči vse Slovence. In sicer, kam naj grem za 1. maj na dopust, da se domov ne bi vrnil s prazno denarnico. Ker mi o načrtovanju dopustov vemo približno toliko kot podjetje SpaceX o raketah, se pravi ravno dovolj, da si upamo, ampak premalo, da bi nam uspelo, smo za odgovor raje poprosili starega, dobrega nacionalnega koordinatorja za prvomajske počitnice. Tjaž odgovarja Jelko K. Lepo pozdravljeni. Kot vidite, sem kot koordinator že na terenu in preverjam, če je vse pripravljeno na prihod naših državljanov. Dragi Tjaž, tebi pa naj bo, ker si še mlad, odpuščeno. Saj so pravila glede prvomajskih praznikov zelo jasna. Vsak pošten Slovenec ima na Hrvaškem parcelo, pavšal ali apartma in tako praznik dela praznuje tako, da dela. Postavlja baldahin, popravlja ograjo, čisti bazen in podobna prvomajska ljudska opravila. Vse izletnike opozarjam tudi, da cene na Hrvaškem niso več v kunah, ampak v evrih, kar pomeni, da številk ni treba več deliti 7, da ugotovimo, koliko kaj stane. Si bo pa, glede na nove cene, ene lignje verjetno delilo 7 ljudi. Prav tako se pravi Slovenec že tja pelje s prazno denarnico. Saj je vse potrebno tradicionalno kupil v zadnjem šparu tik pred mejo in se bo zato seveda s prazno denarnico tudi vrnil, kot je tudi prav. Na meji sicer večje gneče ni, vseeno pa opozarjam, da greste na pot zgodaj, dokler še lahko. Pa srečno. No, presneti borovci. Kdor se ne naroči obžalovanje dejanja, da izbriše.